Do spremembe strategije je prišlo predvsem zaradi podrobne analize prometnih strokovnjakov. Analiza je zajemala predvidene obnove cest oziroma projekte v bližnji prihodnosti, kot so podvoz pod Ljubljansko cesto, Malečniški most, zapora Lenta in prenova Koroške ceste ter spremembe prometnih tokov, ki so s tem povezane. Ko smo sprejemali DIP na mestnem svetu, so mestni svetniki dejali, da sicer DIP bodo sprejeli, torej identifikacijo investicije, ker je Koroška z glavnim trgom potrebna obnove, da pa je način, kako se bo potem projekt realiziral, odvisen od makroprometne študije. To so nam včeraj kolegi z fakultete za gradbeništvo dr. Lep predstavili in iz te študije, ki je upoštevala različne variante, je jasno vidno, da mi istočasno ne moramo zapreti Lenta in Koroške ceste. Zato Koroška cesta v skladu z pogoji razpisa se obnovi in ukrep, ki bo zmanjševal promet, je ukrep znižanja hitrosti. Eden večjih projektov trenutnega občinskega vodstva je tudi obnova Rotovške knjižnice oziroma iskanje njene alternativne lokacije. Vse kaže, da je občina zdaj le našla primerno lokacijo, ki odgovarja tudi vodstvu knjižnice. Mestna uprava je pripravila skupaj z knjižnico dve lokaciji, ki sta dejansko za mestno upravo obe sprejemljivi. Vsaka ima svoje prednosti, svoje slabosti, vendar na koncu verjamemo in tudi podpiramo, bom rekel, mnenje stroke, v tem primeru uprave knjižnice, ki kot prvo izbiro se pravi na prvo izbiro postavlja objekt Save. Namreč v tem objektu je možno vzorčno, idealno postaviti knjižnico, se pravi v 4 nadstropjih predstaviti knjižnično gradivo z dostopom javnosti. V kletnem prostoru je dejansko predavalnica, ki je uporabna takoj. In tudi cenovno, vkolikor cenovno gledamo, je objekt, bom rekel, za potrebe knjižnice najbolj ugoden. Mestna občina Maribor veliko naporov vlaga tudi v skrb za varstvo okolja, saj je v ta namen pripravila poseben program. Imamo mestna občina Maribor sprejet tudi odlok o načrtu za kakovost zraka in ukrepi, ki se v njem so sprejeti in se tudi izvajajo, da skrbimo za kakovost in pa tudi za zmanjšanje emisij delcev iz različnih virov. Občinsko vodstvo bo na četrtkovi redni seji mestnega sveta svetnikom v potrditev podalo kar nekaj projektov, od katerih je zelo pomembna ustanovitev javno-socialno-varstvenega zavoda Center za pomoč na domu, ki se bo ukvarjal predvsem s problematiko staranja prebivalstva, in prodajo poslovnega deleža družbe Farmadent, ki kot kaže ne bo potekala pod časovnim pritiskom. Tako bo za družbo mogoče iztržiti višjo prodajno ceno.